Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Tudi ni nobene garancije, da bomo še jutri živeli. Lahko se kaj zgodi, pa pride drugačna situacija. Se tudi ni nobene garancije, da bomo še jutri živeli. Lahko se kaj zgodi, pa pride drugačna situacija. Se tudi ni nobene garancije, da bomo še jutri živeli. Lahko se kaj zgodi, pa pride drugačna situacija. Tudi pretehtana in tehtna izbira ni nobena garancija oziroma jamstvo za reševanje težav. Premier Šarec je ponovno pokazal svoje mojstrstvo pri obračanju besed. Novopečena ministra Zajca in Šabedra je označil za pretehtano in tehtno izbiro ter jamstvo za reševanje težav. Spomnimo, taki so bili tudi Kodelja, pa Bandeli, pa Prešiček, pa Vilfan, pa Fakin, da v Lebnu niti ne govorimo. Kot pravi naš Marjan, če bomo jutri mrtvi, bomo ostali pri tem. Če pa ne, bomo spet dobili nova jamstva, nove garancije v podobi ministrov za eno noč. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali: Zemljarič fura Slovenijo. Zakaj je 90-letni Janez Zemljarič še vedno najvplivnejši na politično-gospodarski sceni in kaj nam to pove o vladajočih? Zakaj je bivši predsednik izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije in direktor službe državne varnosti dejanski bos vseh bosov, capo di tutti capi, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, dr. Igorjem Lukšičem in magistrom Radom Pezdirjem. Toplo pozdravljena. Če. Igor, najprej eno lažje vprašanje zate. Kateri je tvoj prvi spomin na Janeza Zemljariča? Kdaj si prvič tako v resnici slišal zanj? Sem bil mladinski funkcionar in verjetno sem zvedel takrat, ko je postal iz ministra za notranje zadeve predsednik vlade. Ampak prva izkušnja, taka močnejša, je bila pa iz leta 1984, ko smo ravno prevzemali Tribuno. To je bil čas, ko je Jugoslavija podpisala bypass sporozum z Mednarodnim monetarnim fondom glede financiranja in reakreditiranja. In takrat je pravzaprav Tribuna edina odreagirala negativno. Mi smo objavili usmrtnico in na tej usmrtnici na prvi strani smo objavili tekst od Janeza Zemljariča, kjer pripoveduje, kako bo zdaj v teh časih. On je bil takrat podpredsednik jugoslovanske vlade in potem so seveda nas procesirali, smo šli na sodišče in pač ni bilo to pravega materijala, ker tekst je bil njegov, se pravi podpredsednika izvršnega sveta, naša je bila samo ideja. To smo dali pač v črn rop in v formo usmrtnice, ker je po mojem mnenju takrat bilo v koncu Jugoslavije, ker je padla na kolena in nadijo. Se pravi, Andrej Šiško, če te prav razumem, se lahko skrije, ker ti si že leta 84 v prejšnjem stoletju bil preganjan strani režima. Ampak to, ko praviš hudi časi, to je tisto obdobje, ko smo imeli smo se vozili po cestah po bone za benzina, je to to? Ja, to je to. Pa zmanjkali mesa v mesnicah, ker nam živina ni to hitro sledila v komunizem. Ok, v redu. Rado, a je Janez Zemljarič personifikacija tega, čemur pravimo udbo mafija? Janez Zemljarič je zagotovo eden izmed centrov omrežja, ki je nastal na preseku bivše slovenske različice jugoslovanske obveščevalne službe, se pravi službe državne varnosti in gospodarskega omrežja. Kljub temu pa je od Zemljariča moč bistveno presegla to zgodbo, ker je dejansko za obveščevalca, ki je imel tudi nosil visoke politične funkcije v SFRJ in hkrati je uspel s temi povezavami uspešno vstopiti v tranzicijo. Nazadnje Zemljarič ni zaznamoval samo slovenske tranzicije, ampak recimo tudi bosansko privatizacijo. Z tega vidika bi ga jaz v duhu bratstva in edinstva, verjetno, ne? Bratstva in enotnosti. Pač, fantje, ki so se poznali, mreže, ki je transcendiralo mreže. In z tega vidika bi ga jaz vseeno dal v neko drugo ekipo istega miljeja, kot je bil naprimer Niko Kavčič. Zagotovo pa je njegova moč vedno izvirala iz obveščevalne dejavnosti in seveda političnih funkcij,
kjer se je lahko potegnilo marsikaj. Zdaj, Igor, Janez Zemljarič je toliko star, da je bil še borec v drugi svetovni vojni, sicer bolj proti koncu se je dejavno vključil, ampak vendarle imel je številne funkcije tako na ravni Slovenije kot na zvezni ravni v bivši skupni državi. Kako so recimo takrat potekala ta kadrovanja? Je to šlo po republiškem ključu ali si se moral dokazati tako rekoč v 20-milijonski državi? Kot jaz vem, čeprav takrat sem bil še mlajši, nisem bil tako blizu, da bi lahko tle blazno kredibilno oceno dejal, ampak... Ja, ti nisi bil partizan, to vemo, ja. Nekako je Sloveniji pripadalo mesto podpredsednika vlade nekaj časa, jugoslovanske. Nekaj časa smo imeli celo predsednika. Kako so pa pol izbrali človeka za to funkcijo? Slovenija je morala predlagati tega podpredsednika in Slovenija je predlagala nekoga, ki je pač vanga verjela. Proforma, se pravi ne nekoga proforma, ampak nekoga, ki... Ne, dejansko takrat je bilo to še tako in tudi recimo Živko Pregl, ki je bil zadnji podpredsednik vlade, je tudi bil nekdo, ki ga je generacija cela podpirala, se pravi ta odkrog Kučana. Zemljarič je bil takrat še, ko se je verjelo v nek način v Jugoslavijo in to, da Slovenija nekaj še hoče znotraj Jugoslavije. In zdaj, pri Zemljariču je pomembno vedeti to, da je to bil človek, ki je velike projekte v Sloveniji naredil, pravzaprav skoraj vse velike projekte v 70-ih in do 80-ih let. Ta glavni trojček, ne? Klinični center, Cankarjev dom, pa Halo Tivoli. Tivoli in potem tudi ceste je gradil, ne? Slovenski šport je nekako tudi postavljal. Skratka, on je imel referenco, on je znal delati z ekipami. Tako da to, ko pravi Rado, da je njegova prednost predvsem ta, da je imel omrežje obveščevalsko. Jaz mislim, da je njegova prednost tudi ta, da zelo zna strateško razmišljati in zna delati strateško z ljudmi. In to je tisto, kar Sloveniji zdaj recimo manjka. Ker vprašanje je, zakaj on še zmeraj fura in gor in dol. Zdaj, koliko fura, koliko ne, to seveda jaz ne vem, se nisem s tem ukvarjal, ampak v vsakem primeru je on eden od tistih, ki ima neko vizijo razvoja Slovenije, ve, kaj so strateški projekti in kaj bi morali biti in s tem se skozi ukvarjal. A je zdaj nekako, če prav razumem, Rado, lahko rečemo, da pač Janez Zemljarič ima prostor, pa očitno tudi volo, na nek način mogoče se čuti celo poklicanega, da se ukvarja s temi zadevami strateškimi, kot pravi Igor, ker pri nosilcih aktualne oblasti nekako manjka ta neka strateška vizija. Videli smo predsednika vlade v uvodu oddaje, ki je rekel, ne vemo, če bomo jutri še živi. Zdaj verjetno vseh teh stvari, o katerih smo govorili, kliničnega centra, Cankarjevega doma, avtocestnega križa v Sloveniji, ne bilo moč zgraditi, če bi imeli tako politiko, pustimo vse, se ne vemo, če bomo jutri še živi, pa bomo ceste sploh rabili. Sigurno je v takem lažje plavati, če ni jasno izraženo, kaj je center moči. Vendar pa le moramo povedati, da je Janez Zemljarič preživel nekaj strateških predsednikov slovenskih vlad, recimo Janeza Drnovška, ki mu vsaj po usmeritvi v evroatlantske povezave, se pravi naslonitvi na čist nek popolnoma drugačen kapital, ne moremo reči, da ni bil strateški. Tudi ne moremo reči, da vlada Janeza Janše ni bila strateška v svoji usmeritvi. Nazadnje je izvedla neke kolosalne zgodbe, recimo pristopu v evroobmočje, kar kaže, da govorimo o minimalnem skupnem imenovalcu neke strateškosti. Pač Janez Zemljarič ne glede na to plava in plava striktno v omrežjih, ki so se vzpostavljala v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Pa je bil takrat enako dejaven, kot je zdaj? Je bil manj, bolj? Seveda je bil dejaven. Tudi trije veliki sektori, kjer so njegovi prstni odtisi, se pravi gradbeni, energetski in medicinski, nosijo prstne odtise v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Naprimer, Igor je že omenil izgradnjo avtocest v Sloveniji, ki je bilo pač neke vrste komisija, nad katero je držal roko Janez Zemljarič. Tam je spoznal Ivana Zidarja in odnos z Ivanom Zidarjem je tekel praktično do konca. Spomnite se, Zemljarič je bil praktično zadnji, ki je Ivanu Zidarju prišel govoriti, da naj izjaha iz Delfija in SCT-ja. Potem je energetski tok, energetski posel, ki se je začel z davnimi TŠS že v 70-ih letih,
in nadaljeval pod Zemljaričem kot predsednikom izvršnega sveta. Na vse zadnje smo omenjali energetsko krizo že na začetku te oddaje in to je bilo v Zemljaričevem mandatu nekaj, kar je bilo potrebno rešiti in tam je nastala ta zgodba. UKC pa medicinski sektor pa je njegova velika ljubezen. Tja še zdaj rad hodi na sestanke. Tja še zdaj rad hodi in to je, naprimer, dvakrat se je zgodila, pravzaprav samo z medicinskega sektorja v javnem prostoru poznamo zgodbe. Ena je NIL, druga je Medico Engineering. Če iz gradbenega izpustimo tole Izolski otok oziroma tisto poskus lobiranja pri Počivalšku. Zdaj, Igor, nekako smo bili navajeni ves ta čas, ko govorimo o tranzicijski levici, da rečemo, ok, Milan Kučan politični boter, pa recimo, ne vem, Zoran Janković gospodarski boter, zgleda, da bo treba to malo redefinirati. V bistvu Janez Zemljarič kar uspešno združuje ti obe funkciji in tudi, če pogledamo njegovo kariero v prejšnjem sistemu, v prejšnji državi je vsaj tako impresivna kot recimo Kučanova. Gospodarska kariera v samostojni Sloveniji Zemljaričeva je pa bistveno bolj impresivna kot Kučanova. Kako se tebi zdi? Ja, tisto, kar je pri njemu po moje značilnost in je nekako hvale vredna na nek način in pri Slovencih odobravana, je ta, da ni nikoli v ospredje rinil. Znane so te njegove, recimo, ko je kakšno stvar vodil in delal, je bil pripravljen tudi tam na občini sedeti in čakati ta zadnjega referenta, da bo dobil nek žig za neke stvari. Skratka, ni bil človek, ki bi operiral prek medijev ali pa da bi bil maščevalen ali pa da bi druge pošiljal v igro. Tako da je na nek način to čist drugačen stil njegovega delovanja. Ni potem niti zaslug se pripenil. Jaz nikoli nisem slišal, da bi se on kje hvalil, kako je zaslužen za to ali pa ono stvar in da brez tega ne more funkcionirati. Ampak je zmeraj zainteresiran, da neke stvari so speljane. Recimo, če povem eno zgodbo, ko sem bil minister za šolstvo, on enkrat se najavil in rekel, da bi rad prišel in ok, pride. In prav, minister, ti veš, da imamo mi olimpijado mladinsko, šahovsko v Mariboru. Sem rekel, pojma nimam. Prav, in to čez 6 let, čez 6 mesecev. Sem rekel, ja in, kaj imate vi s tem? Prav, nimam nič, ampak problem je, da noben noče nič s tem imeti, prav. In daj poklič malo, naj nekdo nekaj naredi, mi moramo to speljati. Skratka, bil je zelo informiran, se vtikal v take stvari, ampak zelo na nek način za stvar, da se spele, ne zato, ker bi on imel tam kakšen interes ali karkoli. Tako da moram reči, da jaz, kadarkoli sem se z njim srečal, je zmeraj deloval tako, zagret za nekaj, da se v tej državi naprej naredi. Ne zato, da si on nabaše lastne žep ali pa da se rine ven in kaže, evo, da sem pa jaz to naredil. Res pa je, da ti nisi deloval v teh njegovih ključnih sektorjih, ki jih je Rado omenil. Ampak, Rado, kako to, da se Janez Zemljarič ob vsem tem, kar smo v njem že povedali, tako dobro znajde v teh novih, bistveno spremenjenih časih, kjer pa vendarle je ta medijska moč pomembna, se pravi delovanje navzven in tako naprej, če je tak človek, kakršnega opisujemo tu? Njegova moč izvira iz 3 velikih zadev, ki jih je delal v času, ko je bil načelnik službe državne varnosti, to je bilo 1974-1976. Ta prva je... Se pravi, zgolj 2 leti je bil načelnik in še zdaj 40 let potem črpa moč iz tega. Potem je šel za sekretarja za notranje zadeve, kar bi bilo danes ekvivalentno ministru, potem pa od tam naprej do predsednika izvršnega sveta, kar bi bilo danes ekvivalentno vlade, kar pomeni, da je bila njegova karijera močna in da je bila močna zaslomba, predvsem je mogel imeti zaslombo in pri Kardelju in Mačku. Ampak tisti 3 glavni cases so pa tudi cases, ki so delali največji kapitalski tok, ki se je potem tudi vrnil v tranzicijo. On je preiskal kot načelnik SDV-ja celotno vzporedno bančništvo Nika Kavčiča in je imel popoln vpogled, to dokumentacijo danes tudi imamo, v vseh denarnih tokovih, vseh črnih fondih, vseh davčnih oazah. Potem v njegovem času se začne zgodba s kazinojem Portorož. Leta 1976 so že izpričani dokumenti, da SDV deluje ekskluzivno z italijanskim organiziranim kapitalom in da je dogovorjeno, da se del denarja iz posojilne službe odvaja na Panamo, pa tam v švicarsko podjetje. In to je bila zadolžitev načelnika službe
državne varnosti. No, ta tretji velik del so bili pa bančni posli s tako imenovanim kontom avtonomom. To je bila osnova meddržavna pogodba med Italijo in Slovenijo. To so bili maloobmejni sporazumi, Tržaški in Goriški, kjer je denar kapljal preko Tržaške kreditne banke v davčno oazo Hafing v Dus. In tam je Zemljarič pravzaprav vzpostavil stik tudi z srbsko politiko. Zdaj bom samo skrajšal, da nam predolg, ampak neposredna dogovorna stran, na drugi strani je bil Slobodan Milošević. Si bomo vzeli eno krajšo... Te kapitalske moči so ga. Si bomo vzeli en krajši premor, ampak ne naujiti gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj Janez Zemljarič še vedno fura Slovenijo. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno dr. Igor Lukšič in magister Rado Pezdir. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj Janez Zemljarič še vedno fura Slovenijo. Zdaj, Igor, Rado, rekli smo v prvem delu oddaje, da Zemljarič ni tisti, ki bi silil v ospredje, da raje deluje v ozadju, pač pride v kabinet na kakšen pogovor, recimo ministru za šolstvo in šport pove, da je neka šahovska olimpijada v Mariboru, ampak tu pa tam pa, kot smo rekli, v bivši skupni državi vzkrsne, se pravi vznikne pa tudi v medijih, v javnosti. Ponavadi sicer zaradi napačnih razlogov, recimo se mu očita, da je šel lobirati ministru Počivalšku, pa zdaj ga policija nekaj preiskuje zaradi vplivanja domnevnega na neko javno naročilo v ljubljanskem kliničnem centru. No, tretji primer je pa ta najbolj tako rekoč na očeh javnosti in razvpit. Imamo tudi fotografijo, ko pa je šel v skupno podjetje z Marjanom Rekarjem in Tonetom Ropom, bivšim predsednikom vlade in podpredsednikom Evropske investicijske banke. Zdaj, kako vidva to komentirate? Je to zdaj neka sprememba v načinu delovanja Janeza Zemljariča ali gre bolj za zdrs? No, meni se zdi pri tej zgodbi predvsem nenavadno, da smo imeli en teden, kjer smo imeli dvakrat Zemljariča na tapeti. Ja, to imaš prav. Ta prva zadeva, se pravi ta notarski zapis, ki so ga sklenili za ustanovitev podjetja Carantanium d.o.o., je praktično takoj prišel ven iz notarske pisarne, kar je neobičajno. Pa Zemo verjetno ni bil tisk, ko je dvignil telefon po poklicu. Zemo, kot vemo, se ne spomni ničesar, pa tudi gluh je. Pa časa nima, ko ima skozi sestanke, da bi se z novinarji pogovarjali. Pa svoj čas so bile zgodbice, da je tam nekje drugje. Ampak je zanimivo naključje vsaj za teoretike zarote za sestaviti karkoli drugega. Igor, kaj ti praviš? Bomo zdaj nekako priča transparentnemu delovanju Janeza Zemljariča, ker če bo začel poslovati na ta način, mogoče se odloči pa se ponovno vključi tudi aktivno v politiko. Kaj misliš? Ne, jaz mislim pač, da ga nekdo vzel na tarčo, nekdo od poslov, ki jih vodi ali pa jih hoče voditi. Imaš koga posebej v mislih? Ne, nimam, ampak to je jasno iz vseh, mogoče bo pa Rado povedal, ti kar nadaljuj. Za podatke, ampak jasno, da v medije prideš zmeraj zaradi tega, ker se angažira. Redko takrat, ko si ti želiš, ne? Ja, verjetno. Ponavadi takrat, ko si želijo. Zlasti, ko gre za ljudi, ki so vendarle še aktivni, kljub temu. Zdaj nekomu hodu vzele in se zdaj pač mu dal vedeti, da ima še nekdo drug interes pri tej stvari. Komu hodu vzele, Rado? Jaz mislim, da je logično, da je ta zgodba o poskusu sivega lobiranja na UKC-ju prišla ven. Da vse zadnje direktor UKC-ja je zdaj kandidat za ministra za zdravje Šarčeve vlade in vsaka politika, posebej Šarčeva, ki pač ne ve, kaj bi zdravstveno reformo, ji odgovarja taka pozicija v javnosti, da pa tokrat daje gor ministra, ki bo neobčutljiv na najmočnejše pritiske, ki prihajajo v zdravstveni sektor, preko seveda Janeza Zemljariča. In jaz mislim, da je Zemljarič kasiral čisto klofuto in je bil ena kolaterala, ki je dala en boost Šarčevi vladi. Ostalo se mi ne zdi logično.
Kakorkoli se mi tudi ne zdi logično, da bi eden od 3 partnerjev ali pa notar sam praktično takoj v javnost začel pošiljati dokumentacijo o tem, s kom je ustanovil Zemljarič podjetje. Zdaj, seveda, to lahko spremljajo tudi marsikje drugje, na iPesu, kjerkoli, ampak možnosti, da sta se 2 taka dogodka zgodila, da imamo politično konstrukcijo v zvezi z Ministrstvom za zdravje, kaže na neko zadevo. Kdo bi se na tej politično-gospodarski sceni lahko počutil ogroženega, če bi se zdaj Janez Zemljarič vrnil na velika vrata? Recimo ime, ki meni pride na pamet, pa ne vem, če je pravo, je Borut Jamnik. Jaz mislim, da Janez Zemljarič je ves čas že na velikih vratih. Tako da bi pa, veš, izkušnje z njim so različne. Eni podjetniki pravijo, da ga enostavno odslovijo, ko pride po mizi toč, da morajo vključiti nekoga v projekte. Nordijski center Planica je bil že ena taka zgodba, vemo tudi, kako se je končal. Medtem, ko drugi enostavno grejo to njegovo igro igrati. Dejstvo je pa, da pri njemu, tako kot je Igor rekel, je veliko daj, daš, dam. In to mu gradi pozicijo. Bi bilo pa napačno pojmovati Zemljariča kot vrh nekega omrežja. Jaz mislim, da je on samo del omrežja. Ampak vseeno, človek je že v častitljivih letih, Igor očitno še vitalen, z veliko stvari se ukvarja. Je na nek način malo žalostno, ne? Če mora 90-letnik iti ministru za gospodarstvo razlagati o viziji recimo politike turizma, pa če se mora ukvarjati z javnimi naročili na Ljubljanskem kliničnem centru, pa ustanavljati nepremičninske družbe zato, da bi ponovno pognal nepremičninski projekt, ki je že 20 let praktično miruje. Ne? Kaj nam to pove o stanju v slovenski družbi danes, v teh nosilcih najbolj odgovornih funkcij? To ni ravno za njih neko pozitivno spričevalo, ne? Ja, ni, ampak po drugi strani je pa tako, ne, da Slovenija ima to vrstnih ljudi zelo malo. Ti ljudje, veste, kakorkoli si kdo misli, ampak izkušnja v taki veliki državi, ki je imela tak mednarodni vpliv, kot je bila Jugoslavija, ne, z vsem tem gibanjem neuvrščenih in večino, ki je obvladovala v skupščini OZN in tako naprej, biti na tej funkciji in od tam gledati, kaj se v svetu dogaja. In potem, ko prideš v neko Slovenijo, jasno, da do groba moraš biti aktiven, ker se ti zdi, da ene stvari pač vidiš, ki jih drugi ne, in po moje je to gonilo, on vidi to nadaleč, tako da čisto verjamem, da bo deloval, dokler bo mogel. In problem v Sloveniji je, da nimamo tovrstnih možnosti, da bi ljudje, preden pridejo na funkcije ministrov ali pa celo predsednikov vlad, ne, da bi se lahko nekako izšolali nekje. Izmojstrili, ne? Ja. Ne ravno na podeželskih odrih, tle smo močni, ne? Ampak še kje druge. Ja, in to je tisto, kar je pravzaprav strukturni hendikep. Ne gre zdaj za to, da bi komorkoli učitelj, da mu kaj manjka, ampak problem je, da v celi družbi ni prostorov, da bi se tukaj lahko mojstrili, šolali, ne, dobivali izkušnje, da potem, ko prideš na neko funkcijo, ali pa da bi sploh lahko izbirali potem med 5 ljudmi, recimo za predsednika vlade. Ja. Zmeraj mi pride na misel ta debata, ki sta imela Pahor pa Janša, ne, ali ima Slovenija... Eni pa pol ekipi, ne? Eni pa pol ali eno ekipo, ne, za vladno. Ne, in zdaj smo videli, da jih je ogromno in to je problem. Ne, pa vse so optimalne. Ne? Kakorkoli, veste, v unem režimu, recimo, ko je Zemljarič gor rastel, ne, tam si se mogel ti preizkusiti. Ti nisi mogel kar priti na republiško raven, ne, da bi prej delal na neki občinski ali pa na... Verjetno on ne bi še naprej imel karijere, če ne bi naredil UKC-ja, Cankarjevega doma, Hale, Tivoli pa cest. Ne bi napredoval po tem, če bi bil neuspešen. Predvsem, ja. In potem tudi danes ne bi imel tega vpliva, ki ga ima, ali pa ki ga celo nekateri predpostavljamo, verjetno, da je večji, vendar ne je to neka... Ja, mogoče je res to problem, recimo Mire Cerarja. On ni naredil niti karavanškega tunela, tudi Šarcu ne gre tu dobro, tudi drugega tira ni naredil, tako da verjetno res tle ima ta nek manko. Ampak recimo zdajšnji premier, Marjan Šarec, on ima, vsaj po meni znanih podatkih, 2 fotografiji na svetovnem spletu z Milanom Kučanom. Ena je tista začetka pač njegove politične kariere, druga je pa tale, ki je zdaj relativno sveža, ne, kjer na neki prireditvi pač izkazuje spoštovanje prvemu predsedniku samostojne Slovenije. Pa me zdaj tole zanima, vajino mnenje, Igor Rado,
Če bi Janez Zemljarič bil na tem mestu, ki ga pač zaseda Kučan, se pravi neki neformalni politični nadvodja tranzicijske levice, bi on izbral Marjana Šarca za predsednika vlade ali bi kadriral po drugačnih kriterijih? Jaz mislim, da bi po drugačnih kriterijih, ker sem oddaleč videl njegove kriterije, vendar ne moš nekaj narediti, da se potem kvalificiraš. Se pravi, funkcija je nagrada za opravljeno delo, ne priložnost, da nekaj pokažeš. Niti ne nagrada, tle ne gre za funkcijo kot nagrado, tle gre za funkcijo kot nekaj, iz česar lahko nekaj več narediš. In v tem primeru kot predsednik vlade od tebe se nekaj pričakuje, da boš za to državo naredil. Se pravi, moraš imeti najprej predstavo o tem, kaj ta država je, kaj ta svet je, znotraj katerega ti deluješ. In to se mi zdi, da Zemljariču je v glavnem jasno in zato ne bi tovrstnih ljudi zbiral oziroma toliko neizkušenih, tovrstnih mogoče že, samo, a veš, bi mu dal še kakšno funkcijo prej, z nekaj za narediti, da se preizkusi, pokaže, ali zna voditi ekipo, ker tle ključno je, da ti znaš sestaviti ekipo in jo potem usmeriti v cilj, ki ga znaš postaviti. Ja. Rado, kaj ti praviš? Težko sklepamo drugače, kot preko najožjih sodelavcev Janeza Zemljariča, to največ pove o njemu, z kakšnimi ljudmi asociira in kakšne so tiste lastnosti, ki jih on ceni. Recimo, tukaj so imena ala Simon Vrhunc, Borut Miklavčič, Dragan Isajlović. Se pravi, gre za neke ljudi, ki prihajajo iz starih partijskih omrežij, za neke ljudi, ki se nikoli ne bojijo stopiti čez rob zakona oziroma vleči neke nenavadne in neobičajne poteze. V ta milje bi dal seveda še Francija Križaniča, ker ne nazadnje Isajlović je bil član njegovega kabineta, zadolžen je bil za komunikacijo z malimi podjetji, predvsem v teh garancijskih schemah. Ampak Franci se je potem z Isajlovićem skregal, ko je Isajlović delal na prevzemu Mercatorja, strani Agrokorja. Kaj pa recimo Rekar pa Rop? Ona dva bi tudi pasala po tvoje potem v ta krog? To je zdaj že zelo očitno, da jih ima za zelo tesna zaupnika. To spet ni presenetljivo. Rop je, kot veste, začel kot sekretar za privatizacijo in napredoval do predsednika vlade. Seveda v istem času je bil tudi Marjan Rekar predsednik Slovenske razvojne družbe. To je družba, ki se je potem pretransformirala v paradržavno DSU, ki je to korotansko zemljišče tudi prodala. Zaradi tega korotanskega zemljišča je še en kos od Metalke Komerc, ki je nastala iz Metalke Trgovina. In ta Metalka Trgovina pa je bila podjetje iz vzporedne ekonomije, ki ga je pa tale Zemljarič izjemno dobro poznal, kajti tudi njih je imel na planu med letoma 74 in 76, kar je zdaj še pomembnejše za to. Od Metalke Komerc, črno podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 71, je najdlje preživelo v tranzicijo od vseh teh udbovskih podjetij in je živelo do leta 2011. Se pravi, cela zgodba Korotana je tukaj še pokrita. Se pravi, če prav razumem, če recimo Toneta Ropa vzamemo, on se je nekako po stopnicah uspenjal, smo rekli, bil je sekretar za privatizacijo, potem je bil minister za delo, pa minister za finance, podpredsednik LDS-a, kasneje pač predsednik vlade, predsednik LDS-a in tako naprej. Nihče ni tako bliskovito napredoval kot nas zdajšnji premier, iz župana Kamnika Bumf na funkcijo predsednika vlade. Igor, to sem te hotel vprašati, ti, ko si bil predsednik Socialnih demokratov, Janez Zemljarič, potem, če te prav razumem, njih te obhodil v funkciji predsednika stranke. V ta del se ni vpletal. Ne, tudi on nikoli ni bil v tem smislu politični človek, da bi ga zanimala kakšna stranka, da bi se v to vpletal. Jaz sem imel izkušnje z njim, se pravim, samo pri teh zadevah, ki je šlo za operativo, ker je hotel, da se nekaj naredi. To je bila ključna izkušnja. Ampak to, kar je prej govoril Rado, jaz sem s temi ljudmi sodeloval, z Simonom Vrhuncem, on je bil državni sekretar na zdravstvu in je potem z neko izkušnjo šel na klinični center. In tam pri kliničnem centru se spomnim,
ko so ga poskušali odstavljati iz takih in drugačnih razlogov, pokazalo se je zmeraj iz nekih bolj političnih kot kaj drugega, ga niso mogli. Namesto njega niso uspeli dobiti nobenega drugega. On je potem na koncu se utrudil od tega odstavljanja in odstopil. Ampak danes vidimo, da je on klinični center vodil sorazmerno dobro. Ne? Ja. In tisti Mišali zgodba in tako naprej, tisto je najdo rešitev, ki so jo potem v naslednjih 4 letih popolnoma demontirali. Potem recimo, če Miklavčič, z Miklavčičem sem bil v vladi 1 leto, ker je potem odstopil zaradi nekih bolezenskih težav. In v tistem času, kot sva tudi bilateralno sodelovala pri reševanju nekih zadev, sem jaz dobil vtis, da so to vendarle ljudje, ne, da ne bi tle dobil vtis, da je to človek na vrvicah in tako naprej. Verjetno je vprašanje... Lahko so povezani pa z nekom, ne, se so delali velike zgodbe v tej državi. Ne. Kje je zdaj ta meja, ne, recimo med tem, da si ti pač uspešen na svoji funkciji in da delaš še stvari po stran. Oziroma drugače rečeno, a moramo pustiti Janezu Zemljariču, da dela to, kar dela, ker vidimo, ne, če bomo čakali na Šarca in kompanijo, potem bo malo nastalo. Zame je ključni kriterij, za koga delaš, ali delaš v korist države in skupnosti, ali delaš samo za to, da boš nek denar obračal, ali pa tudi to, kar je Rado govoril, se pravi, da delaš nekaj, pa pol denar ponikne. Se pravi, tle bi bilo treba ugotoviti, kaj je bil rezultat na koncu vseh teh poslov? Ne? Ali je šlo samo za neko meglo, ali je šlo za neko krajo, ali je šlo za... Rado, kakšen je bil rezultat? Ja, zdaj, napačno bi bilo misliti, da to omrežje in Zemljaričevo ekipo vodijo idioti. Če bi idioti to vodili, to omrežje ne bi bilo tako stabilno in obstojno in preživelo tranzicijo do danes, ker je očitno tukaj. Napačno pa bi bilo tudi misliti, da je kakršnakoli kvaliteta v temu, da ti ljudje konstantno prestopajo meje zakona. Naprimer, če govorimo o Miklavčiču, lahko damo tudi kontrapunkt njemu. On je bil na vse zadnje tisti, ki je v imenu Smelta, gradbenega velikana, še en fokus Janeza Zemljariča, omogočil to, da je Smelt in tak za Smeltom ustanovil Smelt International in pustil v privatizaciji lupino, vse skupaj družbeno premoženje naše, ki smo ga vsi ustvarjali, pa je prešlo v Švico in potem končalo v Rusijo. Zdaj, Simon Vrhunc je spet kontroverzna osebnost. Prav, ampak boš moral v Simonu Vrhuncu še kaj reči po oglasih, moramo si vzeti še en krajši premor, ko se naša 2 komentatorja vrneta z zaključnimi komentarji. Ostanite. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Igor, Rado, zadnje vprašanje za vaju. Kaj Slovenija bolj rabi? Nov zakon o javnih naročilih ali Janeza Zemljariča? Z novim zakonom o javnih naročilih si ne bomo nič pomagali. Z Janezom Zemljaričem si pa že, ne? Bolj, ja. In si lahko še kdaj? Na zdravje. Okay. Slovenija rab predvsem brutalen in krvav obračun za kakršnokoli obliko gospodarskega kriminala, ne glede na to, na kateri politični strani je generirana. Čeprav še kaj hujšega od zakona o javnih naročilih. Ja. Res je. Ok, bomo videli, no, kaj bo prej, ali bo prej pač Janez Zemljarič se upokojil, ali bo prej nov zakon o javnih naročilih. Dr. Igor Lukšič, magister Rado Pezdir, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bila udbomafijska 267. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bo naš gost, nekdanji finančni minister, dr. Janez Šušteršič. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kaj Janez Zemljarič reče.